Veselo v novo leto. Praznovanje na gori za obljube. Z baklami pod Šmarno goro. Spomin na talce. Pirniški kulturniki za konec leta. Lepo pozdravljeni. Naj vam v letošnji prvi informativni oddaji najprej zaželimo vse lepo in uspešno v letu 2014, da bi slabe stvari v letu 2013 hitro pozabili in da bi bilo lepih čim več v letošnjem letu. Upamo, da ste Silvestrovo preživeli lepo, v dobri družbi in da je bil skok v novo leto takšen, kot se spodobi, čaroben. Zabavno pa je bilo tudi na zadnji dan leta 2013 v Medvoški športni dvorani. Mnogi so novo leto dočakali prav tam, ob dobri pijači in jedači, zabavno družbo in plesno glasbo. Povsod po Sloveniji smo v torek, zadnji večer v letu 2013, odštevali minute do novega leta, novih začetkov, podvigov in novih izzivov. Tudi Medvoška športna dvorana na Svetju ni bila prikrajšana za silvestrovanje, saj so novega leta dan tam dočakali mnogi. Ob dobri družbi in zabavni glasbi ansambla Zajc so se v naši športni dvorani od starega leta poslovili ne samo Medvoščani, ampak tudi krajani okoliških krajev. Ja, za to silvestrovanje smo se odločili, ker so nam priporočali prijatelji. Mi smo že na par prireditvah bili tle v Medvodah, pa nam je bilo zmeri ful lepo. In s tem razlogom smo se odločili, da letos pač tle silvestrujemo. Kakšno je bilo za vas leto 2013? Po čem si ga boste morda najbolj zapomnili? Recimo, da je bilo še kar uspešno. Kaj pa kakšna novoletna zaobljuba, česa si v letu 2014 najbolj želite? Ja, najbolj si želimo, da bi bili zdravi, da bomo lahko delali, da bi imeli službe. To v glavnem, da bi bil del, da bi lahko zaslužili, pa da si še kaj prvošmo pol za poletje. Kako to, da ste pristali na Silvestrovo ravno tukaj v Medvoški športni dvorani? Malo smo iskali okoli, kje še silvestrovanje, zadnje čase je to bolj slabo, pa je kolega povedal, da se tle dogaja in smo prišli. Kako pa vam je všeč? Zaenkrat super. Leto 2013 je že skoraj za nami. Po čem si boste preteklo leto najbolj zapomnili? Kako uspešno je bilo leto 2013? Mi imamo doma obrt, tako da letosno leto je bilo zelo uspešno. Če bo tako naprej, bo kar v redu. Poleg uspešnosti pri obrti, česa si v letu 2014 še želite? Zdravje. Zdravje, to je najbolj pomembno. Silvestrovanje v športni dvorani Medvode je v naši občini postala že tradicija, ki jo obeležujejo mnogi. Tudi tokrat sta praznovanje organizirala občina Medvode in Zavod za šport in turizem Medvode. V novo leto pa je obiskovalce pospremil tudi bogati izbor jedi, pijače in zabavna plesna glasba. Je pa to tudi čas, ko se ozremo nazaj, premislimo, po čem si bomo preteklo leto najbolj zapomnili, in čas, ko odpiramo novo knjigo, za katero si želimo, da bi bila v letu 2014 čim bolj popisana zdravjem, srečo in uspehom. A kako to, da Silvestrovo praznujete tukaj v Medvoški športni dvorani? Atleti is fine. A to ste s prijatelji, s družino, kako ste pristali? S prijatelji. Leto 2013 je za nami, po čem si boste 2013 zapomnili, kakšno leto je bilo? Uspešno, pijano, upam, da bo pa 2014 pa še bolj pijano. Velja omeniti, da je bilo v športni dvorani, tako kot vedno, poskrbljeno tudi za varnost. Tudi tokrat je zabava namreč potekala pod budnim očesom varnostnikov in predstavnikov prostovoljnega gasilskega društva, ki so skrbeli, da je bila noč resnično brezskrbna. Gasilca sva dva, ki sva na požarni straži, skrbeva za red. V primeru požare ali evakuacije pregledava vse izhode, da so pač gasilni aparati na mestu in podobno. Novo leto naj bo tako tudi za vas polno novih začetkov, nasmejanih dni in pustolovščin s srečnim koncem. Dan po Božiču na Štefanovo 26. decembra je bil ponovno dan, ko se nas je tudi letos kar precej Medvoščanov, okoličanov, snovalcev političnega življenja nekdaj in danes, romarjev in pohodnikov zbralo ob cerkvi svetega Jakoba na Brezovici. Na 805 metrov visokem hribu nad Medvodami s prečudovitim razgledom, če je seveda vreme temu naklonjeno. Letošnjo je bilo daleč od tega, pa vendarle smo bili ponovno priča dostojni počastitvi dneva samostojnosti in enotnosti.
Ko smo v Cankarjevem domu na dan plebiscita 23. decembra leta 1990 čakali na izid referenduma, nas je doseglo sporočilo svetega Jakoba, da bodo ljudje čakali vlado, dokler ne pride. Z veseljem smo se proti polnoči odpravili v Polhograjski mraz. Od tiste noči in tistega jutra je sveti Jakob simbol praznovanja slovenske samoodločbe. Je večkrat doslej spomine obujal predsednik prve demokratično izvoljene vlade Lojze Peterle, ki ni manjkal niti tokrat, 23 let kasneje. Po naših podatkih je doslej manjkal le 2-krat. Tokrat ne duha, ne sluha o mrazu, snegu in ledu, zato pa megla, obilo dežja in blato. Danes je tukaj blato in dež. Je to kaj simbolike v tem? To je ogromno simbolike, ja. Iz blata pravijo pšenica v blatu, zrne v zlatu. Takole bom vprašala, kakšno je tista temeljno vodilo vas organizatorjev, kadar nas povabite sem gor? Ja, vodilo, da si damo duška za samostojno Slovenijo. Kdo so tisti ljudje, ki prihajajo sem gor k svetemu Jakobu na ta dan? Na ta dan prihajajo zares pravi domoljubi. Koncept praznovanja na svetem Jakobu ostaja enak iz leta v leto. Začne se z mašo za domovino. Tokrat jo je ponovno daroval profesor dr. Janez Juhant. V celotni zgodovini praznovanja pa so poleg domačih in okoliških župnikov mašo darovali še nekateri vidni predstavniki cerkvene oblasti. Med drugim tudi sedanji kardinal dr. Franc Rode. Slovesnost se nadaljuje s kratkim kulturnim programom. Tudi letos ga je vodil Zvone Nagode in začel s pesmijo že pokojnega Franca Jenka Podhomskega, posvečeno prav temu dogodku. Zapel je Loški oktet. Priložnostne pesmi in besedila pa je recitiral igralec in pesnik Tone Kuntner, ki se je pred 2 letoma že sicer zaobljubil, da bo prišel poslej vsako leto. Da pa je to gora za obljube, pa je že pred leti dejal Miroslav Mozetič, predsednik Ustavnega sodišča in letošnji slavnostni govornik. Zaobljubili smo se domovini, da jo bomo vzpostavili tako, kot je treba. Miroslav Mozetič je med tistimi, ki so večkrat spregovorili z branim na svetem Jakobu, kot slavnostni govornik pa drugič. Med drugim je citiral svetega Avguština. Na eni strani država, na drugi strani roparska tolpa. Ste to prav namenoma iskali tak citat svetega Avguština? Ta citat poznam že dolgo, iz časa, ko sem filozofijo prava študiral in mi vedno pride na misel. Ker to je tisto ključno, kar je. Tudi pravna država ni nujno, da je pravična. In tukaj mora biti to ravnotežje med pravičnostjo in pravom. In če ni pravna država pravična, potem je nekaj narobe. Torej, roparska tolpa je v tem smislu primerjave. Avguštin pravi, se tudi roparska tolpa je organizirana, ima svoj red, svoja pravila, tako kot država, vendar nima pravičnosti. Udeležba na referendumu pred 23 leti je bila 93,2%. Za samostojno in neodvisno slovensko državo je glasovalo 88,2% vseh volilnih upravičencev oziroma prek 95% tistih, ki so prišli na volišča. Kdaj bomo Slovenci spet tako enotni, kot smo bili leta 90? Jaz bi želel, da bi bili že prihodnje leto. Ne bi želel, da bi čakali, da bomo res v takih težavah, da bi zaradi težav postali enotni. Pač pa, da bi z razumom, z svojo odločitvijo postali bolj enotni oziroma soglasni, da bi določili soglasno skupne cilje, skupne vrednote in jih potem tudi sledili. Torej se jih v bistvu imamo v ustavi zapisane, samo prebrati jih je treba. Že ob 10. obletnici praznovanja na svetem Jakobu je v zborniku med drugim zapisal: namesto, da bi priznali možnost in pravico iskanja različnih poti k istemu cilju, k isti resnici, kar je nesporno zelo naporno in zahtevno priznanje različnosti, smo očitno pristali pri teoriji več ciljev in več resnic. Kaj v tem trenutku naši državi bolj manjka? Samostojnosti ali enotnosti? Jaz mislim, da enotnosti, vendar to je tako zelo povezano, da brez enotnosti lahko tudi samostojnost izgubimo. Brez samostojnosti, ne vem, če je zdaj obratno tudi tako, ampak mislim, da je nam ta enotnost, ampak ne napačno razumljena, pač pa, ker smo vsi različni. In ravno te različnosti moramo priti do te enotnosti. Sveti Jakob je prireditev ljudske volje in odločitev naroda, za katerega, vse takšen je bil odgovor, nobena politična stranka ne bi smela žeti posebnih zaslug. Lastnici ne moreš osamosvojitve. Je pa res, to pa je brez sprenevedanja, nekateri so imeli večje zasluge kot drugi.
In treba je tudi reči, da so nekateri nasprotovali, izrecno nasprotovali osamosvajanju. Ampak potem čas prinese svoje in dejansko zdaj živimo v svoji državi, ki jo verjetno ne bi noben zamenjal. Že 24. zapored je torej potekalo praznovanje Dneva samostojnosti in od leta 2005 dalje tudi enotnosti slovenskega naroda. Prvič pa je v počastitev tega praznika potekala tudi občinska prireditev 3 dni prej. Nobena proslava ni preveč. Res pa je, da je nevarno, ta zadeva je nevarna, zaradi tega, da se potem ljudje delijo. Nekako ne najdejo skupnih točk, večjem, da se bolj oddaljujejo eno drugega. Ampak bomo videli, dajmo čas v čas. Letos smo na gori za obljube pogrešali le zavedne Slovence iz Števarjana. Tudi letos je turistično društvo Pirniče 26. decembra, torej na dan, ko smo se v Sloveniji pred 23 leti odločili za samostojno državo, organiziralo tradicionalni osamosvojitveni pohod z baklami. Pohod se je, tako kot vedno, začel pred domom krajanov v Pirničah, odkoder so se pohodniki, letos žal v dežju, z baklami odpravili do rojstne hiše Jakoba Aljaža v Zavrhu. Po krajšem kulturnem programu so se pohodniki vrnili nazaj v Pirniče, kjer je sledilo tradicionalno prednovoletno druženje. Piše se leto 1990. Slovenci smo se odločili za samostojnost in neodvisnost Slovenije. Ravno zato 26. decembra v Sloveniji obeležujemo državni praznik, dan samostojnosti in enotnosti. Prav ta namen povsod po Sloveniji potekajo številne prireditve, med drugim tudi v naši občini. Turistično društvo Pirniče je namreč tudi letos organiziralo večerni pohod z baklami do rojstne hiše enega največjih Slovencev, Jakoba Aljaža. 23 let nazaj smo Slovenci pokazali, da enostavno razmišljamo enako, da znamo skupaj stopiti in da znamo za dobrobit te naše preljube stvarnosti, slovenske državotvornosti pokazati, da zmoremo in da znamo. In jaz mislim, da je prav, da vsako leto to obeležimo z enim takim simboličnim načinom, kot mi tukaj, z nekim pohodom, z baklami, ki prinesejo en pridih, ene tudi malo prazničnosti, prednovoletne prazničnosti in seveda v prvi vrsti počastitev dneva samostojnosti, suverenosti in neodvisnosti. Osamosvojitveni pohod z baklami je letos žal potekal v dežju. Vendar to ni ustavilo tiste najbolj zagrete pohodnike, ki so kljub nadležnim vremenskim razmeram svoje bakle prižgali in s tem simbolično počastili tudi spomin na leto 1990, ko smo Slovenci pokazali, da v srcu nosimo ljubezen do domovine. Kot lansko leto, ko moram reči, da je še malo bolj lil, letos je deževje malo prizanesljivo, ampak ja, najbolj zagnani in najbolj, bom rekla, domoljubni, vendarle pridemo in pridajo tudi naši krajani, člani in se udeležijo tega pohoda z baklami do Aljaževe rojstne hiše in nazaj tukaj pred domom, kjer bomo imeli potem neko družabno, prednovoletno druženje. Letošnji osamosvojitveni pohod z baklami so v turističnem društvu izvedli tudi brez finančne podpore občine, saj so lanterne oziroma lučke naredile članice likovne sekcije kulturno-umetniškega društva. Pohod z baklami je v turističnem društvu tradicija. Letos so se na to pot pohodniki podali že 8. Moram reči, da takrat v začetku je bila vendarle, bom rekla, cela scena drugačna. Letni čas, zimski letni čas je doprinesel tisto zimsko idilo, ko smo dejansko res pod nogami poslušali škripanje snega in moram reči, da je bilo to malo drugače. Tokrat je vendarle drugače, deževje in to otoplitev v naši preljubi državici je pač prineslo tudi to, da imamo na ta dan deževje, ampak kakorkoli. Se mi zdi, da ljudje cenijo in spoštujejo to obliko druženja in prav se mi zdi, da s tem nadaljujemo. Kljub nezimski idili so se pohodniki zabavali po svoje. S kratkim kulturnim programom so obeležili državni praznik, s prednovoletnim druženjem pa so se lahko ob dobri pijači in jedači zabavali še pozno v noč. Državni praznik pa so počastili tudi člani kulturno-umetniškega društva Jarem, ki so v ta namen široko odprli vrata svojega društva in s tem povabili obiskovalce k ogledu nove pravljične razstave v rojstni hiši Jakoba Aljaža, ki je bila odprta v začetku decembra. V pravljično deželo se lahko podate tudi vi, saj bo razstava odprta tudi v januarju.
Likovniki Kulturno-umetniškega društva Jarem, Kulturno-umetniškega društva Zbilje in Kulturnega društva Sejalec umetnosti Senica vam v rojstni hiši Jakoba Aljaža v Zavrhu poklanjajo bajeslovna bitja, ki vas bodo odpeljala v pravlični in magičen svet. Razstava je bila posvečena decembrskim bližajočim se praznikom, ustvarjali pa so ne samo odrasli in izkušeni umetniki, ampak tudi otroci. Veste, tudi v nas starejših živijo pravljice. In najlepši dokaz, veste, za to, da v nas starejših živijo tudi pravljice, da je nekaj otroškega še ostalo v nas, je bila prav lutkovna igrica Duhec in Jakob Aljaž. V Aljaževi rojstni hiši je tako razstavljenih preko 40 del, ki so jih z različnimi tehnikami in barvami ustvarili predstavniki različnih kulturnih in umetniških društev. Barve so različne, od akvarela do svinčnika, do akrila, seveda pa olje tudi prevladuje. 26. decembra, ko v Sloveniji praznujemo državni praznik, so bila vrata rojstne hiše Jakoba Aljaža na široko odprta, saj so tako praznik počastili tudi v Kulturno-umetniškem društvu Jarem. To je pa prilika, da ljudje pridejo, kjer jim obrazložimo pač stvari, pokažemo in s tem seveda širimo naše poslanstvo. Praznični čas pa ne pomeni vedno veselega praznovanja. Ta čas, natančneje 30. decembra, je dan, ko se spomnimo tudi 25 padlih talcev, ki so jih Nemci leta 1943 na Silvestrovo ustrelili v gramozni jami. Tudi letos je v počastitev njihovega spomina potekala žalna komemoracija, ki so jo poleg številnih udeležencev obeležili tudi godba Medvode in lovski pevski zbor. Tudi letos je ponedeljkov hladen in pust 30. december v gramozni jami zaznamovala žalna komemoracija, ki jo vsa leta organizira Zveza združenj borcev za vrednote NOB Medvode in je namenjena spominu padlim v drugi svetovni vojni. Takrat se spomnimo talcev, ki so padli pod nemškimi streli na Silvestrovo leta 1943, torej pred 70 leti. Takega dogodka se je vredno spominjati. Čeprav je odmaknjeno že 70 let, ampak je še vedno aktualno, zberejo se pa v glavnem, bi rekel, starejši ljudje, ki so ali doživljali, bi rekel, tisti čas, medtem ko mladih to ne zanima preveč. No, je pa ta spomin in celoten program postala že medvoška tradicija, koliko časa se že vsako leto ob tem času spomnite na te žrtve? Torej, to je res tradicija. Vedno na dan pred samim dnevom tega pomora, ker Silvestrovo je pač namenjeno začetku veseljačenja in ne bilo primerno, da se to prav na tisti dan tega dogodka organizira. Je pa to tradicija dolgoletna, mislim, da že kar ves čas po vojni. Sneg je narahlo naletaval in zemlja je bila pomrznjena tistega decembrskega dne, ko so nemški vojaki iz begunskih zaporov v svarilo domačinom v gramozno jamo pripeljali 25 zapornikov, zajetih partizanov in aktivistov ter jih postrelili. Tudi letos so delegacije sosednjih borčevskih organizacij umrlim talcem položile vence. Mnogi menijo, da so tovrstne komemoracije izrednega pomena. To je zelo pomembno. Še z večjim veseljem sem pa prišel, če smem tako reči, ker je tudi od žene stric bil ustreljen kot talc in že leta in leta hodva ženo na to slovesnost. No, kar se pa tiče drugih stvari, sem pa zelo vesel, da tako lepo tukaj Zveza borcev Medvode proslavlja ali svečano, da svečanost tem tragičnem dogodku. S solzami v očeh, tresočimi rokami in obljubami, da se zopet srečajo prihodnje leto, so se udeleženci spominske slovesnosti v gramozni jami poslovili. Potekla je marsikatera solza, spomini na dogodke pred 7 desetletji so še vedno namreč žgoči. Tako kot je že v navadi, so se konec leta na konferenci zbrali člani in simpatizerji občinskega odbora SDS Medvode. Pregledali so svoje minulo delo, konkretnih načrtov za naprej pa tokrat še niso kovali, saj jih v januarju čakajo volitve občinske organe stranke.
Občinski odbor SDS Medvode trenutno šteje 142 članov, predvsem pa so zadovoljni s prihodom mladih v svoje vrste. Zanimivo, da se naše članstvo povečuje, nekaj se jih je sicer odselilo, odstopov v letošnjem letu nismo imeli nobenega, je pa kar se povečuje članstvo, tako da mislim, da stranka raste. Predsednica občinskega odbora SDS Medvode Saša Rožič je leto 2013 označila za umirjeno. Stranka na državnem vrhu je imela kongres, na katerem so za predsednika ponovno izvolili Janeza Janšo. Mitja Ljubešek pa je mesto predsednika kluba seniork in seniorjev na 5. kongresu konec novembra prepustil magistru Zvonku Zinrajhu, sam pa ostaja v izvršilnem odboru kluba. Predvsem je to tradicionalna konferenca ob koncu leta. Zaželela jim bom seveda vesele praznike in pa vso srečo v novem letu. Glavna poslanica je pa to, da so drugo leto občinske volitve in da se bo treba resno pripraviti na to. O konkretnih imenih in zadolžitvah se tokrat še niso pogovarjali, je pa vodstvo občinskega odbora apeliralo na članstvo, naj o imenih in predlogih že začno razmišljati. Delo 5-članske svetniške skupine v občinskem svetu občine Medvode je zbranim predstavil Saša Cigler, ki je hkrati tudi podžupan občine. V začetku leta je sicer za 6 tednov sedel tudi v poslanske klopi kot nadomestni poslanec v času Janševe vlade. Se vidite mogoče kot kandidata za župana? Jaz o tem ne bi danes govoril. Vsekakor bomo predstavili našo delo, kaj smo dosegli, ki smo bili uspešni, ki smo sodelovali, katere projekte smo mi uspešno naprej porinili. Mislim, da se to zve. In katerega izmed teh projektov bi mogoče izpostavili? Mislim, da smo največ mi truda vložili, kar je tudi bilo v programu, kaj se tiče črpanja sredstev. Tukaj mislim, da občina Medvode naredila kar velik korak naprej. Pa ne govorim samo o evropskih sredstvih, govorim tudi o splošno drugih sredstvih. Cigler je iz poročila svetniške skupine kot njen doprinos izpostavil predvsem izgradnjo krožišča v Zbiljah in vzpostavitev redarske službe, ki naj bi skrbela tudi za mirujoči promet. Prepričan je, da bi iz naslova pobrane parkirnine na turistično in sicer najbolj obleganih destinacijah lahko zbrali med 300 in 400 tisoč evri parkirnine. Izpostavil je tudi širitev medvoške tržnice, povišanje sredstev za pospeševanje podjetniške iniciative in projekt obrtne cone na Jeprci, kljub temu, da občini ni uspelo prodati niti enega zemljišča v ta namen, je vendarle ocenil kot obetajočega. Projekt je pripravljen, dejansko čakamo investitorje, jih tudi iščemo, časi niso naklonjeni trenutno, da bi prav vrste čakali in bomo rekel, kupili zemljišča. Interesenti sicer so, potekajo, bomo rekel, neka začetna pogajanja, ampak vsekakor tukaj ne bom odnehal in ne bomo odnehali, bomo naprej delali. Kupcev za zemljišča ni, razmišljate mogoče o kakšnemu izmed ostalih scenarijev, ki ste jih imeli tudi vi osebno že nekako na mizi? Zaenkrat so pogajanja za kupci zemljišč, tako da ta je ta prava informacija. Sicer jih je manj, da ne bi še pokrili celo cono, je pa prvi korak v pravo smer. Ko bomo dali jasen signal, da na coni se nekaj dogaja, verjamem, da bo tudi drugi kupci prišli. Jaz tudi računam, da se bo le gospodarska situacija v nekaj letih popravljala, kar tudi pomeni, da lahko seveda pričakujemo spet povečan interes. Člani občinskega odbora SDS se bodo januarja ponovno sešli na volilni konferenci. Tokrat bo najbrž bistveno bolj umirjena, kot je bila izredna leta 2010, ko je predsedniško mesto ohranila Saša Rožič, vendar le za en glas. V petek zvečer je v kulturnem domu Pirniče potekal večer praznične poezije z naslovom Ljudje, prižgimo luč. Anica Horvat in pesnik Jurij Marusik sta prebirala izbrane pesmi in besedila o prazničnem božičnem vzdušju. Vmes je sledila premiera kratkega eksperimentalnega filma Roke, filmske sekcije Kulturno-umetniškega društva Pirniče pod mentorstvom sodelavca naše televizije Miha Dolmina. Pirniški kulturniki so v minulem tednu pripravili še eno premiero, o tem pa več prihodnji teden. Večer praznične poezije z naslovom Ljudje, prižgimo luč nas je svojim vzdušjem popeljal v božični čas. Spričo prihajajočih praznikov božično-novoletnega časa, ki se mi zdi, da je primeren tudi zato, da se majčkeno umirimo, da prisluhnemo lepi besedi, pesmi, da vzamemo nekaj časa, da si ga ukrademo, da besedno, in se posvetimo preprosto lepim stvarem. In če je kaj lepo, je to poezija.
Prebirali so izbrane pesmi in besedila, ki ustvarjalce pesniškega večera spominjajo na praznični čas. Izbor sem delala sama, nekako po svojem občutenju, po tem, kar me je pritegnilo. Pritegne me to, kar sem prej povedala, torej ta razlika, ta dvopolnost, ki je vedno bolj prisotna. Na eni strani obilje vsega dobrega, na drugi strani ničesar ni, niti za kruh, marsikdo nima več, tudi na božični večer. In preko tega sem šla na nekaj slovenskih avtorjev, tudi tuje. Ameriški Robert Farham je meni izjemno pri srcu. Mislim, da bi ga bilo treba več brati, kajti vse tisto, kar se tam dogaja, je tudi prisotno pri nas. Pesmi je prebiral tudi pesnik domačin Jurij Marusik. Ja, vmes sem dal eno pesem, ki sem jo zbral tako torej za ta današnji večer. Moram pa reči, da moje pesmi nimajo naslove, tako da jih kar berem eno za drugo. In sem pač naredil na tako priložnost. Pesniški večer je dobil svoje ime po Ježkovi pesmi Ljudje prižgimo luč. To pa je obenem tudi pesem, ki je pesniku Juriju Marusigu zelo ljuba. Kaj pa vam osebno pomeni ta božično-novoletni čas? Nekaj lepega, prijetnega, eno, bi rekel, pogled sam vase, en umirjen čas, ki ga lahko preživim doma s družino in tako. Kratki eksperimentalni film Roke je idejno zasnoval Peter Militarev. Sodelovalo je 11 igralcev različnih starosti, to pa pomeni, da je skupaj nastopilo 22 rok. Kratki film simbolizira življenjsko pot človeka. Otroške roke držijo v rokah avtomobilček, dekliške z rdeče lakiranimi nohti mobitel, ženske poročni prstan, potem pa nastopijo starejše roke z zdravniškim receptom in očali. Ker ponovadi se to dela z glavo, starostjo in tako naprej. Roke pa delajo pod motorjem glave, če temu tako rečem. Mi je padla ideja, da bi razna življenjska obdobja prikazal skozi roke na zelo preprost in jasen način, takoj prepoznaven, vendar ne kičast, vendar tak, ki simbolizira določeno obdobje človekove rasti, bodisi od dojenčka, pa da ne rečem tja do starosti, ko se pravzaprav zopet vse ponovi in ker ne vemo, kam gremo, končamo pač z nekimi oblaki, ki nas popeljajo ali v novo življenje ali pa v nove človeške stike. Kratki eksperimentalni film Roke je bil idejno zasnovan in izdelan v preteklem letu. Izdelala ga je filmska sekcija Huda Pirniče pod mentorstvom Miha Dolmina in v končni izvedbi videoprodukcije Pelikula. Projekt je sofinancirala občina Medvode. Zavod za šport in turizem Medvode je objavil javni poziv za predlaganje kandidatov za športna priznanja za leto 2013. Predmet poziva je izbor in podelitev priznanj najboljšim športnikom, športnim delavcem in jubilejem športnih društev v občini Medvode, in sicer v obdobju od 1. do 31. decembra leta 2013. Podeljujejo se mala in velika športna plaketa ter športno priznanje občine Medvode. Vse tri lahko predlagajo društva, zveze društev, druge športne organizacije, podjetja, zavodi ali posamezniki. Podeljuje se tudi naziv športnica in športnik leta občine Medvode, ki jo izbere strokovni svet na podlagi javno objavljenih in dostopnih podatkov o športnih rezultatih in uspehih. Javni poziv, pravilnik in obrazec za prijavo se nahajajo na spletnih straneh www.medvode.si ter www.sportmedvode.si. Dodatne informacije lahko pridobite na Zavodu za šport in turizem Medvode. Rok za oddajo prijav je 31. januar 2014.
V letošnji sezoni je Slovenski smučarski zvezi uspelo doseči dogovor s Smučarsko zvezo Italije in Avstrije o organizaciji 3 skupnih tekmovanj z imenom Brez meja oziroma No Border Cup. Na njih se bodo smučarski tekači pomerili s tekmovalci iz drugih 2 omenjenih držav, vsa 3 tekmovanja pa štejejo tudi za točke v zimskem pokalu Geoplin. Prvo tekmovanje je v nedeljo potekalo v avstrijskem Beljaku. Zadnjega tekmovanja v lanskem koledarskem letu se je udeležilo 370 tekmovalcev, med njimi tudi nekaj Medvoščanov. Prvega mesta sta se veselila Rok Tršan in Nina Žavbi-Kunaver. Rok je na 10-kilometrski razdalji za minuto ugnal vse tekmece. Nina je na 6 km dolgi progi za skoraj minuto in pol prehitela konkurenco. Na 8-kilometrski preizkušnji pa si je Janez Lampič pritekel 4. mesto. Medvoški policisti poročajo, da v zadnjem tednu lanskega leta prometnih nesreč niso obravnavali, vlomilci pa so jim kljub prazničnem razpoloženju dali nekaj dela. Na ladji so tako ukradli zabojnik za smeti, v Medvodah bakrene žlebove, drva in registrske tablice. V Žlebah so policisti obravnavali dvojno kaznivo dejanje velike tatvine in vloma v stanovanjsko hišo, prav tako v Vikrčah, še ena tatvina iz stanovanja pa se je zgodila v Medvodah. Na ladji sta se sprla soseda in zato prispevala v državno blagajno še znesek globe za kršitev javnega reda in miru. Policisti so v Medvodah zasegli tudi več kosov prepovedane pirotehnike in občanom prihranili nekaj dodatnega novoletnega ropota. Na pomoč pa so prihiteli tudi ob intervenciji pri dimniškem požaru na stanovanjski hiši, ki se je zgodil v Smledniku. Ne pustite tatovom, da vam pokvarijo letošnje leto in upoštevajte opozorilo policistov, da je treba svoje premoženje zavarovati in biti pozoren na morebitne sumljive osebe v okolici vaših domov. Kakršnihkoli informacij bodo policisti vedno veseli na telefonski številki 113 ali na anonimnem telefonu 080 1200. Novo leto naj bo torej uspešno, zabavno, spremljajo pa naj vas le dogodivščine in izzivi s srečnim koncem. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.